Primer dobre prakse najdemo v naši neposredni bližini. Trenutno smo v Gradcu na glavni postaji, ki pravzaprav združuje glavno železniško postajo, postajo tramvaja. Tule stojijo avtobusi za mestni promet in tamle malo dlje avtobusi za primestni promet. Zakaj je to tako zelo pomembno? Kako vse skupaj funkcionira in kaj imajo ljudje od tega, nam bo pojasnil predstavnik deželne vlade. Most of our commuter lines start here, end here or running through Graz. Skozi mesto, ki je primerljivo z Ljubljano. Ima dobrih 300.000 prebivalcev, je univerzitetno mesto, res da manj centralizirano od naše prestolnice, a bolj industrijsko in tehnološko usmerjeno. Here all the different lines meet. You have very good connections and you can go basically in any direction from here on. The whole system has not been established in 1 year, it has been established in several years. For example, the main station itself has been renovated 2003, when Graz was cultural capital of Europe, and then around 2010 the tramway station had been adopted and the local buses. Then around 2007, in between, the subway the S-Bahn system started, with establishing the system, establishing the first lines, and this S-Bahn network grew throughout the years, became bigger in 2010. Učinkovit javni potniški promet so torej zgradili postopoma, nenehno ga prilagajajo potrebam ljudem in izboljšujejo. Gradijo in renovirajo tudi ceste, tole so posnetki z avtoceste proti Dunaju. In ja, tudi Avstrijci imajo zastoje. A razlika je v tem, da vlagajo v različne oblike prometa, medtem ko je naša prometna politika precej enostransko usmerjena v ceste. Odsek Domžale-Zadobrova, gradnja tretjega voznega pasu, prva od načrtovanih širitev vpadnic v glavno mesto. To bomo izvedli na način, da razširimo odstavni pas in ga preuredimo za namen vožnje. Zdaj, za te potrebe je potrebno rekonstruirati tudi obsežno priključek Snebarja in Šentjakob z dograditvijo zaviralnih in pospeševalnih pasov za varno vključevanje v bodoč tretji pas. Ta dela smo združili skupaj z celovito obnovo vozišča, ki je v slabem stanju in je pravzaprav bila rekonstrukcija že iz naslova slabega stanja na tem delu potrebna. Po zapletih z izbiro izvajalca in zamudo zaradi revizije bosta novomeški CGP in mursko-soboški Pomgrad v prvi fazi med Domžalami in Šentjakobom uredila sredinski ločilni pas, da bodo lahko v naslednjih fazah najprej na eni in nato še na drugi strani avtoceste zagotovili zaporo enega smernega vozišča, na nasprotni strani pa vzpostavili 4 zožene pasove. Ta konkreten projekt bo trajal 2 leti, tako da ga ni mogoče vmes prekinjati za krajša obdobja in ga prilagajati z morebitnimi drugimi gradbišči. So pa, dodaja vodja Darsove službe za obnove, gradnjo načrtovali v optimalnem terminu. A marsikdo se ob tem sprašuje, zakaj dela v času turističnih migracij, ko so naše ceste še bolj obremenjene. Poznič odgovarja. Turistične migracije se razporejajo drugače, se pravi, tudi če je absolutnega prometa podobno, enako, morda celo nekoliko več, so pa jutranje in popoldanske konice, ki so predvsem za domače uporabnike najbolj problematične, manjše. Kaj bo ta širitev prinesla voznikom? Računamo, da v prometnih jutranjih konicah ne bo več zastojev iz smeri Štajerske. Enako velja tudi v odlivu iz Ljubljane, se pravi tretji prometni pas do Domžal bo omogočil, da bojo vsi uporabniki, ki izstopajo iz Ljubljane popoldne, do priključkov Snebarja, Šentjakob in Domžale, kjer so glavni odlivi tudi iz prometnega toka, imeli dodatni pas. Dobro jutro. Jutro, živijo. Zdravo, živijo. Ja, nečevo. Gremo v Ljubljano. Proti Ljubljani? Tako. Ob 7:26? Ja. Kasneje kot ponavadi, ne? Tako. Kakšne 2 urce. Kasneje. 2 urci kasneje. Ob 5:30 torej odhajate? Ja, takrat je v bistvu najboljši. Pa verjetno pol še čez kakšno uro bo spet fajn.
Trenutno pa tako, ob 7 se pa skoraj ne splača. No. Gremo. Prav. Marko Klopčič se iz Prevoj v službo vozi v ljubljanske Črnuče, 14 km v eno smer ima. Koliko časa porabite za 14 km? Ja, če je dober dan, 20 minut slabih. Drugače pa tudi recimo se podvoji ali pa še malo več. Ne? A ko so napovedali to širitev oziroma to gradnjo zdaj tretjega pasu, ste predvideli, kaj vas čaka? Ste se kaj pripravili na to? Mislim, seveda, to je tema, ki se nas vsak dotakne, veliko se pogovarjamo, ampak ko se je, bom rekel, naredila ta prva zapora, je dejansko bilo celo za nas, ki živimo blizu zapore, celo malo boljše, ker se je verjeten zastoji začel delati zadaj za nami. Ne? Zdaj, odkar je pa ta, ko smo pa na enem pasu, ja, se je pa precej poslabšal za vse. Kateri dnevi v tednu so najhujši? Se mi zdi, da je torek najbolj izpostavljen. V Sloveniji imamo približno 1500 km avtocest. Posamezne odseke je treba obnoviti na vsaki 20 leti, kar pomeni 70 km na leto. Teh številk Dars ne dosega. Poleg tega povečan tovorni promet propadanje še pospešuje. Koliko nas torej obnove stanejo? Konkretno, projekt gradnje omenjenega tretjega pasu slabih 81 milijonov, obnova med Rauber komando in Razdrtim pa 36 milijonov in pol. Po dveh hudih prometnih nesrečah na tem odseku 3. in 4. maja, ko je bila cesta več ur zaprta, so se v javnosti vnele debate o prometni ureditvi. Dars pojasnjuje, da prometne zapore načrtujejo glede na prostor, ki ga imajo na razpolago. Govorimo približno o 11 metrih in na teh 11 metrov je treba dati pač 4 pasove. Zapora je zelo podobna tisti pri Domžalah, pravi vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri Darsu. A vse kaže, da na enem koncu države deluje, medtem ko na drugem ne. Kar 47 nesreč se je v 2 mesecih zgodilo na tem delu Primorke. Ker je bilo veliko govora o širini pasov, te predpisuje pravilnik. Minimalna širina levega pasu je 2,30 m, desnega voznega pasu pa 3 metre. Na Primorskem govorimo o približno 53 tisoč vozil na dan. Ne deluje na način, kot deluje tule na tej lokaciji pri Domžalah, kjer je vozil približno 15 tisoč več vsak dan. In zagotovo bomo na primorski avtocesti v naslednjem tednu postavili signalizacijo za prepoved prehitevanja. Na voznike apelirajo, da to prepoved spoštujejo in v zapori vozijo tako, kot kaže ta prometni znak. Slabša varnost in pretočnost kažeta, kako občutljiv je prometni sistem, ki temelji pretežno le na cestah. Opozarjata ena vodilnih strokovnjakov za prometno in prostorsko načrtovanje, Matej Ogrin in Aljaž Plevnik. Problem je, da smo vse in denar in fokus in stroko fokusirali samo v ta sistem. In vemo, če nekaj staviš na enega konja in ta konj se sooči s težavami, si v težavah. In tu smo mi zdaj. Mi še zmeraj nam stroka govori, da bomo s širitvijo avtocest rešili te zadrege in da bomo čez 10 let lažje potovali po teh cestah. Ampak kar nam tujina pravi, je, da je to začaran krog, da prometa bo vedno več. Veliko večino prometnih tokov generiramo Slovenci sami. Zakaj? Zato, ker smo v preteklosti izrazito podpirali samo intenzivno motorizacijo, kar nam pokazujejo kazalci, da smo po številnih kazalcih motorizacije na ravni EU-ja v prvi tretjini ali celo med najboljšimi v Evropi. In sem sodijo zagotovo kazalci vozil, torej osebnih vozil na 1000 prebivalcev. Lani je bilo v Sloveniji registriranih okoli 1,3 milijona osebnih avtomobilov. V povprečju so bili stari dobrih 11 let. Prvič je bilo na novo registriranih 57 tisoč novih avtov, 8% več kot lani, od tega tretjina na hibridni pogon. Avtobus ali vlak za dnevne poti uporabljajo le 4% prebivalcev. Graf primerjave z drugimi evropskimi državami pa jasno kaže, da krepko zaostajamo v razvoju. Da smo v zadnjih 30 letih izgubili ta celovit pogled na promet in da se veliko odločitev sprejema v
v organizacijah, ki bi morali samo izvajati prometne storitve, kot so Dars, kot so Slovenske železnice, ampak to so podjetja, ki razmišljajo bolj kratkoročno, bolj v smislu ekonomskih, mikroekonomskih elementov, dobiček na koncu leta, neko mandatno razmišljanje, ne pa na način, da oni izvajajo javni servis. To, kar se nam zdaj dogaja, verjetno tega nočemo doživeti ne na Gorenjki, ne na Primorki, ne na Dolenjki. Vemo pa, vsaj iz načrtov Darsa sledi, da približno 50 do 55 km avtocest potrebuje v bližnji prihodnosti širitev iz 2 v tropasovnice, oziroma iz 4 v 6. Kar pomeni, da se nam bo ta zgodba odvijala iz Štajerke na ostalih in tukaj bi nujno mogli nasloviti vprašanje tudi razporeditve prometnega povpraševanja. Promet, še dodajata sogovornika, pri nas načrtujejo izrazito inženirsko in tehnično, a promet je veliko več. Ravno včeraj smo prišli iz dvodnevne ekskurzije po Južnem Tirolskem, kjer smo gledali zelo podobne primere ureditve prometa od kolesarskih stez do zavrnitve dela regije Južne Tirolske, da se odpove gradnji nove avtoceste in da od države zahteva, da se ta denar vloži v prenovo pustriške železnice in tako naprej. Imamo primer, ki ga navajamo iz Štajerske, avstrijske, kot je Logatec. Oni imajo več kot 2-krat več dnevnih povezav, predvsem z vlakom, ki je neodvisen od zastoja na cesti. Skratka, imajo, recimo, kraj podoben Logatcu, ima trenutno več kot 150 povezav dnevno z centrom. Gremo še enkrat k severnim sosedom. Izhodiščno stanje leta 2007 je bilo okoli 34 tisoč dnevnih potnikov na regionalnih železnicah, 366 dnevnih vlakov in zastarel vozni park. Deželna vlada je prevzela del pristojnosti nad davkom na gorivo, izboljšali so vozni red in obseg storitev ter kakovost. Uvedli so pogostejše vlake, predvidljive intervale, celodnevno obratovanje, uskladili so vozne rede vlakov in avtobusov. Do konca leta 2013 je z vlaki dnevno potovalo več kot 50 tisoč ljudi. To je 49% več glede na izhodiščno leto, število vlakov pa se je povečalo na 505 na dan. Po letu 2016 so dodali 2 novi liniji, posebej izstopa proga Gradec-Špilje, po kateri vlaki v jutranjih konicah vozijo v 7,5-minutnih intervalih. V Avstriji so posodobili tudi sistem za nakup kart za vlake. Poglejmo, koliko stane karta od Gradca do Dunaja, to je približno 200 km stran. Povsem običajno karto bomo izbrali, odhod ob 2 uri in 36 minut bomo potovali. Cena v eno smer pa dobrih 24 evrov. In še to, avtobusno postajo bodo zgradili tule, na avtocesti med Gradcem in avstrijsko prestolnico. We were more than happy to be in this project, which is the first of its kind in Austria. And next year it should be finished. Kako zelo radi imamo Slovenci avte, kaže tudi podatek, da smo na samem vrhu evropskih držav po tem, koliko zapravimo za osebno mobilnost. 17,5% družinskega proračuna namenimo zanjo, 11,6% za to, da naš avto dela, dobrih 5% za nakup, manj kot odstotek pa za javni prevoz. A, povejmo še enkrat, tudi zato, ker je slednji počasen in premalo učinkovit. Javen promet tisti, ki je, so avtobusi in pač vozijo po istih cestah in isto časa boš potreboval, da prideš do doma. Poleg tega, da rabiš še cirka pol ure hoje. Saj ni nič narobe, ampak podaljša se ti pot za krat 2. To se pravi, iz Črnuč morate iti peš na avtobusno postajo. Kje imate najbližjo avtobusno? Pri Rogovilcu, ta stara Črnuška cesta, pa potem še v kraju Lasnem. Sem že šel, celka 1 uro je, če vzameš najbolj optimalen avtobus. 1 uro? Tako, v eno smer. Ko ni gužve. In še ta graf je zgovoren. Modra črta prikazuje rast slovenskega prebivalstva od leta 1970 naprej, rumena pa rast osebnih avtomobilov. Nas je vse manj, avtov pa vse več. Raziskave jasno kažejo, da lahko potovalne navade ljudi preoblikujemo predvsem, kadar so intervali javnega potniškega prometa kratki, potovalni časi previdljivi, prestopi smiselno organizirani. In dokler ne nudimo uporabnikom izbire, se nam dogajajo prometni zastoji in ti prometni zastoji ob naraščajoči motorizaciji in ob naraščajočem številu kilometrov, ki jih vsako vozilo naredi v Sloveniji vsako leto, bodo samo še večji. Evo, mogoče kar tukaj parkiramo.
pozitivni. Super. Se še eno mesto prosto. 10 čez 8. Ja. Skoraj 40 minut, ne? Ja, tako. V bistvu še kar v redu za to uro. Obnove naših cest se nikdar ne bodo končale, le selile se bodo z enega kraka na drugega. Če torej država z ustrezno prometno politiko ne bo vlagala v javni potniški promet in ga ukrepila, bomo v zastojih čisto zares preživeli pol življenja.